Lep pozdrav vsem. Torej, jaz sem Stojan Svet, kot mi je že Mihael napovedal, sem predsednik društva Čisto modro nebo in naj bi se še malo navezal na Mirana, ki je prej lepo predstavil vse zadeve v zvezi z vodo. In sicer mi vemo, da Slovenija praktično ni država, ampak je kolonija te bančne, farmakobančne mafije. Seveda je tukaj tudi ta ekonomski svet oziroma ta Klaus Schwab in ta njegov forum. Vemo, da so ti naši predstavniki oblasti, da so vsi več ali manj tisti glavni, so prijatelji s Klausom Schwabom, so njegove sluge in pridno izpolnjujejo ukaze, ki jih dobivajo od tam. Tako da zdaj glede vod, najprej bi rekel tako, mislim, če boste jutri prišli na piknik, jaz dejansko delam analize vode in če boste prinesli svojo vodo, pa če boste kakšen prostovoljni prispevek plačali, vam bom naredil analizo vaše vode. Tako da boste lahko videli razliko med vodo iz mojega filtra. Imam že več kot 20 let ta filter reverzne osmoze, ki prečisti vso nesnago. Je ta voda celo bolj čista od tiste vode iz destilatorja, kar vam bom lahko tudi jutri pokazal. Tako da ste prisrčno vabljeni, da prinesete te svoje vode in boste lahko videli, kaj vse v teh vodah je. Mislim, ni naključje, da je zdaj nekje v Marezigah ne vem koliko otrok zbolelo, imajo težave z bruhanje, driske in tako naprej. Ker ko se naredi ta analiza vode, jaz vem, kaj vse v teh vodah je, sem analiziral vse vode v Sloveniji. In sem enostavno lahko rečem samo to, da večina vod je oporečnih, pitje teh voda je nepriporočljivo. S tem, da vemo, da dajo enormne količine klora, ki je bojni strup, ki zelo slabo vpliva na pljuča, na žile, na srce, da dajo noter aluminijev oksid in da je ta, se pravi, 1/4 te svinarije, ki je v tej vodi, je praktično aluminijev oksid, ki povzroča Alzheimerja, povzroča demenco, Parkinsonovo bolezen in vse vrste raka. Tako da praktično edini način, zdaj moram povedati še eno stvar, prej sem že omenil, da sem predsednik društva Čisto modro nebo. Mi smo zdaj smo dobili več analiz deževnice. Vemo, da so bile 3 vojaške vaje, NATO vojaške vaje, in sicer prva je bila trenutni odziv, kar sledile so ena za drugo, druga je bila Črni labod 22 in tretja, ki se je pred kratkim, zdaj pred kakim dnevom ali dvema, končala jadranski udar. Posledice teh vaj smo videli, kot ujme, kot tenis žogice, debela toča, ki nam je uničila Koroško, Štajersko, Prekmurje in Posavje in tudi Belo krajino. Vsako leto se ponavlja isti scenarij. Ko so te vaje, vedno je toča, vedno so neurja, vedno. Mi smo bili na Arsu, vse smo jim lepo pokazali, dokazali, po njihovih lastnih tabelah, da je v deževnici več kot 1000-kratni presežek aluminijevega oksida, kadmija, stroncija, barija, vseh teh strupov. Oni pa so se zgovarjali na saharski pesek. Ampak, glejte, tudi v tej deževnici, katere analizo imamo zdaj, je tudi 1000-kratni presežek železovega oksida. Tudi ta aluminij, smo dokazali, da ne gre za saharski pesek, pa da gre za
nano in mikrodelce aluminija. In seveda tudi dokazano je, da je ogromno noter mikroplastike. Vse to uporabljajo vojaška NATO letala in druga za to, da uničujejo naše zdravje, da uničujejo našo naravo in da praktično uničuje vse, kar je živo. Da nas dela bolne, vse to je povezano s korporacijami, farmakomafijo, ljudje zbolevajo in to je v bistvu to. Se pravi, jutri, če boste prinesli vzorce vaše pitne vode, vam bom naredil analizo, tako da boste lahko videli primerjalno vode z mojega filtra in vašo vodo. Zdaj bi šel pa naprej na to današnjo temo in sicer je, se pravi, mikrovalovno kuhanje nas, dejansko smo mi kot ena žaba mala, ki nas kuhajo z elektromagnetnim sevanjem. Jaz sem na mojem profilu na Facebooku, imam ta posnetek, ki sem ga tudi poslal Mihajlu, pa žal pač ni uspelo, ampak kjer sem pokazal, da mene pa mnoge od vas napadajo skozi mobilni telefon. Tako da bom zdaj mogoče naredil eno malo obnovo tega. Kdor pa je na Facebooku, lahko pogleda Stojan Svet videi in bo lahko videl ta video. Samo namesto J je Y pristojan, in me boste lahko najdli. Evo, zdaj bom pa pokazal eno stvar, in sicer na Google, se pravi trgovina, Google Play, imate aplikacijo Elektrosmog meter. In ja, bom pokazal zdaj, samo malo, da to je, tukaj se ne bo videlo, ampak v glavnem gre za zeleno ikonco, ki ima bel števec v sredini. In ga mi to odpremo in ta dejansko aplikacija se imenuje Magnetic Field Finder. Imate ogromno drugih teh elektrosmog metrov, ampak meni je ta nekako bil najbolj všeč, zato sem si ga namestil. No in zdaj bomo vklopili in kaj zdaj vidimo tukaj? Vidimo najprej zelo močen signal, 130, zdaj pa je padel celo na 20 mikrotesel. Zdaj tako, moram povedati, kako dejansko ta stvar poteka. Se pravi, karkoli mi merimo, recimo, lahko tudi računalnik merimo, lahko merimo vse te izvore sevanja in bomo videli, da bo ta lestvica poskočila. Se pravi, dejansko gre za eno zadevo znotraj mobilnega telefona, ki zaznava to elektromagnetno polje. Zdaj, na tem videu, ki na mojem, se pravi, profilu, je jasno razvidno, da so mene napadali z frekvenco 320 mikrotesel. Zdaj moram povedati eno stvar. Se pravi, do 50 mikrotesel je še nekako zdravju neškodljivo, od 50 do 100 mikrotesel je zdravju že škodljivo, vse, kar je pa nad 100, je pa zdravju že zelo škodljivo. Jaz sem nameril že 2500 mikrotesel. A veste kaj, kakšno sevanje je dejansko to. Zdaj, kakšni so stranski učinki vsega tega? Od glavobola, utrujenosti, bolečine v sklepih, slabost. Skratka, vsi ti neki simptomi, ki so mogoče, vi mislite, da je izvor nekje drugje, ampak ne, mislim. Glejte, ta stvar, to je orožje. To je orožje, moramo povedati, da recimo v Kaliforniji, tam, kjer živijo milijonarji in milijarderji,
otroci ne smejo nositi mobilnih telefonov. Nimajo mobilnih telefonov. Niti nimajo stolpov mobilne telefonije, da ne govorimo o kakšnih 5G. Zdaj, ko smo pa glih pri 5G, ne bom pa povedal ena stvar, ne vem, če ste vi slišali za Wi-Fi for EU. Evropska skupnost, ki je skupnost kriminalcev, zločincev, ljudi najslabše vrste. Oni so dali razpis v Evropi, da lahko tisti, ki bojo si namontirali Wi-Fi for EU, bojo lahko dobili sredstva. No in seveda tudi v naši državi so se občine prijavile in so dobili ta sredstva in so namestili Wi-Fi for EU, kje? V šolah, v vrtcih, v domovih ostarelih, v zdravstvenih domovih, v knjižnicah. In zdaj, jaz sem enega prijatelja, ki pač dela kot računalničar v osnovni šoli. Oni so ugotovili, da oni so namestili te oddajnike v strop. In dejansko oni lahko obsevajo te uboge otroke z milimetrskimi valovi, s 5G omrežjem. In ti otroci se dobesedno kuhajo v teh šolah in dejansko to, kako so oni dobili COVID, pa so prehlajeni, pa tako, dejansko je to elektromagnetno sevalna bolezen. To je dejansko gre za kuhanje. Kaj se dogaja? Mislim, dejansko se dogaja v bistvu to, da ti milimetrski valovi poškodujejo DNA, poškodujejo možganske celice. Enostavno sploh za otroke, ki imajo še tanjše kosti, še lažje to prodira v telo. To dejansko kaj povzroča? Povzroča tudi, da je kri enostavno ni več taka, kot bi morala biti. Dejansko nihče od nas nima več tiste krvi, kot je imel, preden je prišlo to elektromagnetno sevanje do nas. In zdaj seveda ti naši oblastniki, ali pa kakorkoli jih pač imenujemo, zdaj koliko se oni tega zavedajo, jaz verjamem, da se ne, tudi sami se ne poglabljajo to, enostavno, ker so ovce in slepo sledijo ukazom višjih instanc. No, ampak stvar je v tem, da je stvar tako resna, da dejansko se bo zgodilo to, da te frekvence ne samo, da zmanjšujejo odpornost teles, ampak dejansko povzročajo tudi pri otrocih neplodnost in mnoge simptome druge. In seveda zdravniki pa jim predpisujejo razna zdravila, ki absolutno nimajo nobene veze s to boleznijo, ki je elektromagnetno sevanje. Zdaj, se pravi, jaz sem ta video posnel, mene napadajo, že, kot sem rekel, tudi 2500 teh mikroteseljev je bilo, kar je 10-krat preveč, absolutno, in 20-krat preveč. No, in dejansko, kako jaz to čutim? Če imam telefon v žepu, potem čutim enostavno bolečina, čutim te frekvence in ta bolečina gre iz žepa v okoljk, recimo, potem se širi ta bolečina po celem telesu. Ko jaz to čutim, jaz enostavno vzamem takoj telefon, takoj izmerim, kakšna je frekvenca, in še nikoli se ni zgodilo, da ko sem to čutil, da ne bi bile frekvence vsaj 5 do 10-krat prekoračene, kar se zdravja tiče. Zdaj, ljudje me sprašujejo, kaj narediti, kako se zaščititi. Zdaj, eni rečejo, ja, kaj pa, če daš telefon na letalski promet? Jaz sem preizkusil vse to. Če daš ti telefon na letalski promet, s tem ne narediš nič. Še vedno je povsem enako sevanje. Če tebe napadajo, tudi če imaš ti vklopljen letalski promet, boš še vedno ravno tako obsevan. Druga stvar je, mislim,
Zdaj, ena zaščita obstaja, da vzameš alufolijo in vsaj 5-krat zaviješ ta telefon v alufolijo in ko jo ti 5-krat zaviješ, enostavno ni več signala, nihče te ne more klicati, seveda tudi ti ne moreš klicati ven, ampak vsaj tisti čas je zaščita. Zdaj, če ti ugasneš telefon, ti mafijaši, oni te še vedno lahko sledijo, točno vejo, kje ti si. Ker ena je zanimiva stvar, recimo, kar se je meni dostikrat zgodilo. Recimo, jaz imam lokacijo izklopljeno, ampak ti mafijaši, kriminalci, lopovi, kakorkoli jih imenuješ, oni ti lahko vklopijo lokacijo, kadar oni hočejo. Enostavno ti vklopijo lokacijo in ti niti ne veš. Ista stvar je Wi-Fi. Evo, vidite tukaj Wi-Fi. Ogromno ljudi ima priklopljen Wi-Fi. Ampak kaj v bistvu to pomeni Wi-Fi? Wi-Fi pomeni, da ti enostavno povečaš signal na 2,1 GHz, od 2,1 do 2,4 GHz. Kar pomeni, da dejansko ti kuriš samega sebe. Ampak stvar je v bistvu v tem, kot sem rekel, da tudi oni ti lahko nadaljavo vklopijo to funkcijo Wi-Fi. Jaz sem, recimo, dostikrat sem bil s prijatelji in smo pomerili, oni so si naložili to isto aplikacijo. Oni so imeli 50 mikrotesel, jaz sem jih imel pa 350. In tako dejansko sem njim vsem dokazal, da oni mene napadajo. Zdaj, napadali so tudi Anico Bidar, ki je tudi doživela nek srčni infarkt, pa tega Trohata. Skratka, napadajo vsakogar, ki se jim zdi nevaren, ki se jim zdi sumljiv, ki se jim zdi nevaren za njihovo delovanje ali pa razkrivanje njihovega kriminalnega delovanja. Zdaj, se pravi, ta mobilni telefon, zdaj, jaz priporočam, da ga, če imate možnost, da ga ne nosite v žepu. Sploh pa ga ne, moj prijatelj nosi, je tudi imel, se pravi, tale srčni infarkt, ampak je on nosil telefon, on je nosil telefon v tem žepu. Vse se rekel, in še potem, ko je že prebolel ta srčni infarkt, bil operiran, je spet nosil, pa sem rekel, si ti nor ali kaj? A se ti zavedaš, da dejansko, da ti sebe ubijaš s tem telefonom? Ja, ne, saj ni. Glejte, vsi te pametni telefoni, pa tudi tisti, ki niso pametni telefoni, ker sem meril tudi tiste, ki niso pametni. In tudi tam so pokazali te meritve, da je prekoračenje, dostikrat ogromno prekoračenje tistega, kar je zdravju neškodljivo. No, in se pravi, ti telefoni, vsi pametni telefoni, imajo znotraj sebe oznako TI, to pomeni Targeted Individuals, kar pomeni, da ta operater, recimo pri meni je ta Telekom, vemo, kdo je bil v ozadju tega Telekoma, kdo je bil ta vplivnež ali pa vlada, dejansko je bila pa dejansko ta, ki je nadzirala ta Telekom oziroma Siola, karkoli je. Seveda oni dajo navodila, zdaj ne vem, ali to dela Sova, ali to delajo operaterji, ali kdo, ampak dejansko, tudi zdaj, ko sem imel ta video, so se javili prijatelji in eni so imeli 500 mikrotesel, eni so imeli 250, 300, različno, eni pa niso imeli nič. Zdaj ne vem, katere operaterje so oni imeli, ampak zdaj zaenkrat se je izkazalo, da je dejansko Telekom še najslabši, kar se tega tiče. Kar se tiče tega elektromagnetnega sevanja, da očitno je res najslabši. Se pravi, zdaj jaz dejansko vsem priporočam, po noči nikoli ne imejte telefon zraven glave, ko spite. Zaradi tega, ker po noči oni nabijajo te frekvence
pri meni sem meril na 350 mikrotesel. Se pravi, ravno takrat, ko ti spiš, ja, pa oni rečejo, imam budilko, pa kup si budilko elektronsko ali kakršnakoli, pa mislim, zakaj moraš se buditi, zakaj ti mora mobilni telefon buditi, mislim, totalna budalaština. Očitno je, da se ljudje ne zavedajo. Oni se ne zavedajo, kakšno orožje je dejansko mobilni telefon. Jaz vidim, da te prijatelje opozarjam, ne telefona dajati na uho. To je enostavno, ti dobesedno kuhaš svoje možgane. Enostavno posledica je ta, da si vedno bolj zmeden, konfuzen, enostavno ne veš, zakaj si konfuzen, zaradi tega si konfuzen. In tako da, mislim, imaš rešitev, kle imaš zvočnik, enostavno vklopiš zvočnik in se pogovarjaš nadaljavo. Po noči absolutno izklopi mobilni telefon. Daj ga v sosednji prostor. Daj ga v sosednji prostor in ga ugasni. Jaz to počnem že precej časa, že router sem vrgel že pred 10 leti v smeti, tako da routerja, tudi vsem, ki imate routerje, to je dejansko ubijanje samega sebe. Jaz dejansko sosedov ne morem prisiliti, da ne bi uporabljali te routerje. Pač, ker še živim v bloku in dejansko dobivam sevanje od sosedov, tisti gor, spode in iz strani, ampak lahko pa jaz naredim to, da jaz dejansko ne vsevam z svojimi aparaturami druge in da ne škodujem svojemu zdravju. Tako da zdaj, ne vem, jaz imam tukaj še ogromno enih stvari, ki bi jih lahko, imam cel doktorat, ampak mogoče to pustimo za enkrat drugič. V glavnem bi tole bilo kar dovolj opozorilo. Poglejte, nikoli ne imejte telefona prižganega v žepu. Če imate kakšno torbo, dajte nositi mobilni telefon v torbi, ker dejansko je to bliže je telesu, ali če pa sploh je ob telesu, večji ima učinek. Mogoče bi povedal samo še nekaj o 5G omrežju. 5G omrežje, dejansko ta Slovenija, ki je pač sluga, kolonija te farmakobančne, pedofilne, satanistične mafije, dejansko se zelo trudi za digitalizacijo Slovenije. Že prejšnja vlada smo imeli enega ministra za digitalizacijo, zdaj tudi ta predsednik vlade, Golob, on je tudi za digitalizacijo in verjetno imamo tudi zdaj kakšnega ministra za digitalizacijo. Zdaj, kaj je v bistvu ta 5G, ki ga forsira, ki že poizkusno deluje nekje? 5G je umor narave, umor čebel, umor ptic, umor vsega zelenja in umor nas samih. To so ti milimetrski valovi, ki so smrtonosni. Točno to. In najprej smo imeli tale internet, potem smo imeli, naslednja stopnja je bila internet stvari, kar pomeni internet od doma, recimo, pač imaš vse doma, imaš internet, recimo, kjer se pogovarjajo hladilnik in štedilnik, recimo, in pralni stroj. In jaz sem zdaj, recimo, jaz sem eno prijateljico v Španiji, ki je prebolela ta COVID. Jaz sem jo vprašal, sem rekel, ok, a imaš router? Je rekla ja. A je to 5G router? Je rekla ja. A imaš mobilni telefon? Ja. A je ta mobilni telefon 5G? Je rekla ja. Sem rekel, lej, ti si frekvenčno zbolela in oni to prikazujejo, da je v bistvu to COVID. Ampak dejansko si ti frekvenčno bolna. Sem rekel, vrš ta router stran, vrš ta 5G telefon stran in
vzem enega 4G in je ona rekla tako, v Španiji nikjer ne moreš več dobiti telefona, ki je 4G. Ta router, jaz ga ne morem vrči stran, ker je pač samo v najemu in je pač je tukaj, kjer je in si ne morem pač nič pomagati. Zdaj je tudi tako, je rekla, da pri njih so tudi že ukinili 3G, pa je, da tudi zdaj ukinjajo že 4G, tako da dejansko sploh še z nekaj časa, verjetno vse to, kar se dogaja v Španiji, prihaja tudi k nam in kmalu tudi pri nas verjetno se ne bo več dal dobiti telefona 4G, ampak se bo dal kupiti samo še 5G mobilne telefone. Zdaj pa seveda, gledajte, tale 2G je imela 10 frekvenc, 3G je imela tudi 10 do 15, 4G je imela tudi 15, 5G pa ima plus 3500 frekvenc. In ta 5 seveda deluje nekje od 2,1 oziroma 2,4 do 20-30 GHz, 60 GHz in celo 90 GHz. To je dejansko, mislim, to je tako grozljivo, da enostavno to je samomor, umor, ne vem, kaj ne rečem, in to je, da dejansko gre za popolno uničenje človeštva in narave. In ta mafija, zdaj obstajajo tudi zaščitna sredstva, sigurno vsaj ti milijarderji in to, oni imajo ta zaščitna sredstva, sigurno so neke naprave, ki lahko odbijajo to elektromagnetno sevanje, verjetno so tudi neke zaščitne obleke in tako naprej. Oni sigurno imajo to zaščito, mi pa te zaščite nimamo. In dejansko, kar mi moramo narediti, je dejansko to, da se združimo, da se upremo in da dejansko pritisnemo na vlado, da ukine dejansko instalacijo teh 5G oddajnikov oziroma da se projekti 5G in tega, se pravi artificial intelligence, umetne inteligence, in to je treba ustaviti, zaradi tega, ker so to izredno grozljive zadeve, o čemer, bom še malo navezal na naslednjega govornika, na Nedžada. Dejansko moram povedati še eno stvar, mislim, vsi pač vemo, da obstajajo te mikročipi, in že pred 50 leti so že razvijali to tehnologijo, oziroma še prej, ampak oni so kontrolirali zapornike z mikročipi tako, da so jim dajali neke piškote, kjer so bili ti mikročipi, ki so oni jedli te mikročipe. Ta mikročip je izgledal tako kot en krogac in je imel en hakelc. Človek je pojedel ta piškot, se je ta hakelc nekje zahaklal znotraj in so imeli oni kontrolo, so videli, kje se te zaporniki gibajo. Pazite, to že pred 40-50 leti. Seveda, tehnologija je šla naprej, zdaj imamo že nanobote in dejansko ljudje, ki so bili cepljeni proti covidu, večina njih imajo v sebi te mikročipe že in je dokazano že bilo, da so sledljivi in kot je ta Hariri rekel, da zdaj smo vdrli v človeško telo in zdaj oni so biomasa in dejansko mi lahko z njimi počnemo, kar hočemo. Zdaj, jaz pa sprašujem vas in sprašujem tudi vlado, a si vi res tega želite? A si vi želite biti biomasa, ki bo vodena na daljavo? Evo, tukaj bi jaz končal, se zahvaljujem in vabim Nedžada, da pride in pove svoje izkušnje, pa Egidija.